Madžarska. Leta 1988 so zamenjali Janoša Kadarja, ki je 32 let vodil partijo in državo. Za izvajanje nadaljnje demokratizacije je bilo potrebno izpeljati volitve in liberalizirati gospodarstvo. Leta 1989 se je partija preimenovala v socialistično stranko, uzakonili so večstrankarski sistem in napovedali svobodne volitve. Razpustili so parlament in marca 1990 izvolili novega. Poljska. Boj za demokratizacijo se je začel že v začetku 80-ih let, ko se je delavsko gibanje Solidarnost borilo za pravice. Vladna uklonitev zahtevam je postavila delavskega voditelja Lecha Valenso za narodnega junaka. Konec 80-ih let je vlada zaradi gospodarske krize še bolj sodelovala s Solidarnostjo. Na prvih parlamentarnih volitvah pa so za predsednika države izbrali prav Lecha Valenso. Češkoslovaška. Novembra 1989 so izbruhnile demonstracije tudi na Češkoslovaškem, po proslavi ob 70-letnici države, ki jo je pripravila opozicija. Med njimi so bili podpisniki listine 77, ki so od režima zahtevali temeljne državljanske svoboščine in so jih takrat po večini zaprli. Po 10 dneh množičnih demonstracij je padel režim. Demonstraciji se je prijelo ime žametna revolucija. Češkoslovaška je dobila novo vlado, predsednik pa je postal Václav Havel leta 1989. Z novim letom 1993 je Slovaška postala samostojna država, komunisti pa so tam obdržali večino. Romunija. Zaradi izgona duhovnika je demonstrirala madžarska manjšina v Temišvarju. Po posredovanju policije je diktator Nicolae Ceausescu pripravil prorežimske demonstracije, ki pa so se sprevrgle v demonstracije proti režimu. Na stran demonstrantov sta stopili tudi policija in vojska, začela se je splošna stavka. Oblast je prevzel Odbor za narodno rešitev. Ceausescuju in njegovi ženi so sodili na naglem sodišču in jo obsodili na smrt ter jo nato pred televizijskimi kamerami ustrelili. Leta 1990 so po svobodnih volitvah oblast prevzeli reformistično usmerjeni komunisti. Bolgarija. Po demonstracijah se je leta 1989 končal tudi režim Teodorja Živkova. Na svobodnih volitvah leta 1990 so zmagali reformam naklonjeni komunisti. Vzhodna Nemčija. Po demonstracijah in po tem, ko se je policija uprla zahtevam, da bi pregnala demonstrante, je odstopil komunistični voditelj Erich Honecker. Novo vodstvo je nato novembra 1989 odprlo Berlinski zid, kar je povzročilo praznovanje vseh Berlinčanov in Nemcev. Takoj se je začelo govoriti o združitvi, vendar je Evropa bila zaskrbljena zaradi združitve. Helmut Kohl, kancler Zahodne Nemčije, je evropsko javnost in voditelje prepričal, da združena Nemčija ne bo grožnja Evropi. Oktobra 1990 je bila razglašena združitev Vzhodne in Zahodne Nemčije.